Nevidno izredno stanje je trajna pravna kriza. Trajna pravna kriza, če gremo čisto na kratko, glejte, gre za zelo pomemben dodatek k zakonu o splošnem upravnem postopku, kjer vladi v izrednih razmerah omogoča uveljavljanje nekih situacij. In ta člen močno vpliva na naše pravice, na pravice vsakega državljana, na vsakega izmed nas. Tudi na tiste, ki ste zaposleni v državni upravi. Brez izjeme, ker zakon velja za vse enako. Torej, nadaljevanje celotne državne uprave. No, in v tem smislu moram reči, da tukaj, če vidite sliko, gre za neformalna usklajevanja popolnega razkroja pravne države. Doktor Janša je to uvedel v času epidemije na viden način, grozen način, kjer smo v bistvu to občutili fizično na koži. Sedaj ta drug doktor, pa to uveljavlja na neviden način skozi pravo, tako da z odloki vlada državni upravi, državna uprava pa nad nam vsakim posebej, ne javno, brez družbenega konsenza, ampak vsakega posebej človeka v Republiki Sloveniji obdeluje na svoj način. Gre za neformalna usklajevanja teh dveh veljakov, ki se na zunaj kregata, na znotraj sta se pa pač dogovorila, kako in kaj bo. In če gremo naprej, o čem bomo v teh 6 točkah danes govorili? Zamrznjena nujna situacija, torej časovnico dogodkov, zlorabo 306. člena, govorili bomo o institucionalizirani nesvobodi, sodni farsi, kronični negotovosti, odzivanju na pravne zlorabe in dejanja državljanov. Točka 1. Časovnica dogodkov. Pa si poglejmo malo tole, kako je izgledalo. No, tukaj imamo narisano, če vidite, razglasitev izrednih razmer, potem so bile podaljšane, potem so bili pravni pomisleki, ki smo, če se spominjate, o tem na veliko pisali, pravniki sicer ne, ampak ljudje smo nekako se v tem času izobraževali. Potem je nastala pravna praznina, ker je ustavno sodišče par stvari razveljavili, potem so spet to poveljavili in so ohranjali izredne razmere, pa tam vidite in še naprej zmanjševanje zakonodajne namere in danes živimo v ustvarjenem pravnem limbu, kjer ne moramo ne naprej, ne nazaj, državna uprava pa tudi ne, ker pravijo, da se morajo držati zakona. In tako tičimo v pravni praznini oziroma, bom tako rekel, država v bistvu pravno prazni naše bančne račune, pravno krade naše premoženje in uničuje dušo slovenskega človeka v celoti. In to v 3 točkah. Prvič, začel se je, smo rekli, 12. marca, potem se je COVID podaljševal in so se začele pravne vrzeli v zakonodajah o izrednih razmerah. Torej, to je bilo nekako v 3 točkah. In tukaj, poglejte, se zdaj natančno vidi. Uradni datum preklica druge epidemije sploh ne obstaja. Spomnimo se, da prva epidemija bila preklicana in potem smo doživeli še eno epidemijo. In kaj se je pa takrat zgodilo? Takrat niso preklicali epidemije, ki je bila oklicana z odlokom, ampak je v odloku pisal čas konca odloka. Kaj to pomeni? Odlok je določal določene, bom rekel, restrikcije, prepovedi, epidemiološke stvari, ki so z odlokom prenehale, ampak je epidemija zelo široko, pravno gledano zelo široka stvar, so vse ostale stvari, ki niso bile napisane v odloku, ostale pa skrite v veljavi. In tukaj je ves trik. In te stvari so še danes v veljavi. Zato smo še danes v, kot vidite, skritih izrednih razmerah. To je ta trik. Pod točko 2 še danes se zlorablja 306a člen ZUP-a in gre v bistvu za digitalno past. Torej, vzdržujejo te izredne razmere zato, ker želijo nas vse v računalnik stlačiti, po domač povedano. Tukaj, če pogledamo čisto na kratko, namen 306a člena ZUP je pospešena uvedba državne digitalne administracije, pod točko B pa prehod na prisilno izvrševanje z zakonom. In ker je ZUP zakon, zdaj mi,
kot državljani več ne moremo reči, aha, država pa zdaj nima zakona. In zdaj rečejo, ja, imamo zakon, ne povejo, da je to zakon o kriznih razmerah, ne povedo, da ta zakon velja samo v času izrednih razmer, izrednih dogodkov in tudi ne povedo, da to v bistvu se zdaj le vseh nas tiče, zato ker bi nas radi spravili v digitalni ID. Nam bi radi odvzeli ime in priimek in bi nas radi digitalizirali na vsak način. Če gremo naprej, se tukaj točno vidi, gledajte, kaj je pa zdaj posledica tega digitalnega odločanja. Posledica tega je malomarno upravljanje države, zato ker je to izredno stanje, ker ni določeno zakonom, se krši seveda določene pravice. Kadar smo v izrednem stanju, stopi razveljavljanje človekovih pravic po 16. členu ustave in so samo določeni členi, ki pa seveda veljajo po 5. odstavku 16. člena. In še te člene so v bistvu kompletno ignorirali. Tako da so zbrisali s tem ustavo in so rekli zdaj, ja, ok, imamo zakon 306. člen in mi delamo v skladu z zakonom, ustavo so nam zbrisali, ne obstaja več. In ustavno sodišče se tako obnaša. Državna uprava se tako in vsa sodišča od upravnega, vrhovnega, višjega in okrožnih sodišč, da ne govorim seveda tudi o prekrškovnih sodiščih, kar vam je Egidi tukaj prebral, vse stvari zdajle dogajajo na celi črti. Pa veste, kolikim ljudem, ne vem, če imate predstavo, mislim, da ga ni med nami, ki nima sodiščem opravka. To je dokaz, a ne? Glejte, gre za kršitev ustavnih pravic brez možnosti pritožb, če se pa pritožiš, ti pa ironično odgovorijo, ker ti imaš pravico se pritožiti, da moraš sodno takso plačati, a ne? Ker to ne drži, tvoja pravica je, da se pritožiš in zato ne rabiš sodne takse plačevati. In potem, ko grejo te stvari naprej, se vrtimo v začaranem krogu, nekateri ljudje, ki se pritožijo, se spet pritožijo, imajo že preko 100, 150 in več različnih dopisov in ne popuščajo, zato ker jim ta 306a člen dopušča krizne razmere. Da boste razumeli, zakaj se to dogaja, ampak enkrat bo tega konec, ne? Enkrat bo tega konec. Glejte, primeri digitalne izključenosti in protipravne globe, to je pa končni cilj, ki ga zdaj država izvaja. In nas prisiljuje, da se moramo digitalno vključiti. In ti dajo protipravne globe, marsikdo popusti, ampak ljudje, vzdržite, ne bo več dolgo. Marsikaj se bo v kratkem spremenilo. Veste, zanašanje na avtomatizirane sisteme ima danes široke protipravne posledice. V resničnem svetu, na primer posamezniki, brez dostopa do interneta ne morejo vložiti pravnih vlog. In to, gledajte, marginalizirajo ranljive skupine in ljudi, ki se na to ne spoznajo kaj dobro. Tako da gre za hude kršitve, ker ni alternative, a ne? Po točko 3. Zdaj smo mi, bom rekel, v neki zaprti zanki, ko smo kot v začaranem krogu, kot tisti hrček, ki se vrti v krogu, v taki institucionalizirani nesvobodi. Bom rekel, vse to nas boli, zaradi tega, ker država to naklepno izvaja. Nas omejuje prek digitalne identifikacije. Pa kdo nas lahko v to prisili, lepo vas prosim? Kdo? Novi predpisi so za dostop do javnih storitev zahtevali uporabo digitalnih potrdil o identiteti, odpravili so vse druge načine sodelovanja, zaprli so urade, točno veste, kako je bilo na tobačni ali pa v drugih državnih uradih, delajo od doma, nihče ni več dostopen, podatke si nosijo kar domov, GDPR ne velja, ZVOP2 ne velja, naše podatke gleda tam mož, žena, prijatelji za domačim računalnikom, ker državna uprava, pogledajte samo nekatera ministrstva slovenska, tista, ki imajo tam od 70 do 100 ljudi zaposlenih, pravijo, da je samo 20 ljudi hodi na urad, vse ostalo pa dela od doma. Pa ljudje božje, kje so naši podatki, kaj delajo s tem? A se ti ljudje sploh spoznajo, ali imajo DPO-ja, imajo človeka, ki je odgovoren, ki se spozna na te stvari, ker informacijski pooblaščenec tudi ne upravlja svojega dela v nobenem pogledu. In tu zdaj vsa ta državna klika sodeluje skupaj, a ne? Torej, od nas zahteva digitalna potrdila,
Na drugi strani je pa odsotnost kakršnekoli alternativne možnosti sodelovati z državo. Tako nas, vidite, omejujejo. Tukaj je lepo povedano. Zdaj, avtomatizirani sistemi in pomanjkanje nadzora. Ker ni nadzora, vi točno veste in se zdaj vsi zavedamo, če pride do napake, da ti napačno rubijo ali pa nisi kriv in ti se pritožiš, gre vse v bistvu recimo narobe in ti nimaš enega mehanizma več v Republiki Sloveniji, kamor bi se lahko pritožil. Ne obstaja, zato ker ti vsi isto trobijo. Tako se je razširil ta avtomatizirano odločanje, se je tako razširilo in vse, bom rekel, te obdavčitve, izvršitve, izvršilni ukrepi, vse temelji zdaj na algoritmih. Pa kako bo algoritem, ki ima kar, bom rekel, en algoritem, bo zdaj za vsakega človeka posebej to reševal? Nemogoče. Nemogoče. To pa zdaj povzroča kaj? Potencialno napačne sodbe, brez pravnih sredstev in prizadene posameznika. Tako ali drugače, ali finančno, ali duševno, ali kako drugače. In to je ta agenda, ki jo počnejo. Poglejte, vse skupaj po točko 4 je zdaj to postala sodna farsa. Sistem, država ne ve, kako bi zdaj to rešila, nazaj korak težko naredi, naprej ga pa ne more. Ne more, zaradi tega, ker nima pravne podlage. In tukaj, kot smo že danes enkrat povedali, je vloga Ustavnega sodišča kot glavnega akterja za kršitve. Kaj delajo? V ključnih sodbah, če se spominjate, je Ustavno sodišče nekatere vladne zdravstvene ukrepe, če gremo najprej na to, razveljavilo zaradi česa? Zaradi neutemeljenosti. Ni bilo pravne podlage. In tukaj se je potem ustvarila, bom rekel, neka napetost med izvršilnimi ukrepi in uveljavljenimi ustavnimi pravicami med izrednim stanjem in dejanskim stanjem. In kršitvami pravne podlage. In nespoštovanjem ustave. In ko govorimo o nespoštovanju ustave, govorimo tudi o nespoštovanju 8. člena, ki govori, da morajo biti, se pravi, vse mednarodne pogodbe, dogovori, deklaracije in vse skladno tudi z Ustavo Republike Slovenije, ki pa so seveda zakoni nad nacionalnimi zakoni. Ko govorimo o evropskih človekovih pravicah, ko govorimo o zakonu varstva osebnih podatkov GDPR, ko govorimo o ustavi, to so, že tle so samo 3 zakonski akti oziroma 3 zakonske veje, ki so nad nacionalnimi zakoni, ki jih trenutno Republika Slovenija izvaja povsem nezakonito in tega sploh ne spoštuje. Tako da vidite, gre za opustitev nezakonitih zdravstvenih ukrepov pod točko 2, do tega pa pride zaradi ponavljanja napačnih zakonodajnih postopkov in to se še kar vrti. Se še kar vrti. Zdaj, ironija nenehnega pretiravanja vodstva, torej pristojnost ZUP v zdravstvenih zadevah odpade. ZUP ni pristojen za zdravstvene zadeve, tudi ne za digitalizacijo v zdravstvenih zadevah, ker gre za posebne stvari, ki so pač posebej občutljive pri varstvu posebnih podatkov. In pa zakonitost proti praktični avtoriteti. Mi se borimo zdaj proti algoritmom. Pišeš in pišeš stroju in ti stroj odpiše. Ljudje pa dobivajo plačo, za katero mi plačujemo davek. In koga plačujemo? Kje so ti ljudje? Doma na kavici berejo časopis, delajo od doma, fajn se imajo, plača jim teče, delovna doba jim teče. Kaj lepšega? Žalostno. Pod točko 5. S tem se izvaja kronična negotovost v Republiki Sloveniji in tukaj se lahko vprašamo vsi in vsak posebej pri nas, kdo je odgovoren za tako stanje? Kdo stoji za vsem tem? Glejte, stalni mehanizmi nujnih ukrepov. Ne? Stališče vlade po epidemiji je tako, da je na enem sestanku Dr. Golob rekel sledeče. To je dolgi COVID. Ja, moment, nekoga slišim, pa ne vem. Aha, Vesna. Dobro, hvala Vesna, ker ste izključili mikrofon. Se vas je slišal?
nič hudega. In gledajte, tukaj ta dolgi COVID ni nič drugega, kakor ponavljanje zakonodajnih napak iz COVID-a. Ampak bolj prikrito. Pri vladi Janeza Janša se je to delalo tako, da je bil masakr na cesti, dim, bombe, če si sendvič pojedel, si dobil 500-600 evrov kazni na cesti in take stvari. Medtem ko ta vlada Golobova dela pa to zelo prikrito, hinavsko in nepošteno. Ampak oba delata skupaj z roko v roki, tukaj sploh ni nobenega dvoma. Tako da nenaklonjenost vlade, da bi v celoti te ukrepe končno enkrat umaknila in vzpostavila pravno državo, sploh nima interesa. Zakaj? Zato, ker so prej dobivali denarja iz tujine, zdaj jim tega denarja manjka in ga želijo ohraniti tako, da nas preko algoritmov dalje rubijo. Podjetja so propadla v Republiki Sloveniji, nimajo več kje drugje vzeti kot premoženje ljudem, z računov rubiti ljudem in najbolj enostavno je kar s 306a členom ZUP-om, na hitro, po algoritmu, brez možnosti pritožbe. In tako življenje, dragi moji, teče naprej. Okvir za pravosodje in pravna sredstva, gledajte, kaj se pravzaprav zdaj dogaja, ne? Gre za erozijo javnega zaupanja. Državljani ugotavljamo na celi črti, da vse propada. Propada zdravstvo, propada državna uprava, nečim ne gre, kot bi radi. Na zunaj se kažejo čudoviti, spreminjajo zakone skladno z agendo in bom rekel z nekimi navodili iz tujine, povsem brez ustavnih načel, brez pravnega okvirja in brez pravne podlage. Najhujše pa je to, brez našega konsenza. Brez konsenza ljudi. In ljudje na to ne bomo pristali. Ne bomo pristajali na sistematične kršitve pravic. Konec zgodbe. In še pod zadnjo točko, kaj lahko mi zdaj v tej situaciji naredimo? Odzivanje na pravne zlorabe. Ugotavljamo zlorabe in kaj sploh državljani lahko v tem smislu, kaj lahko naredimo. Zelo težko reči, ker analiza posledic 306. člena v ZUP-u, veste, določitev krajevne pristojnosti, zdaj to je vse zmešan, ne? Ti živiš v Ljubljani, pa dobiš od koprskega sodišča ali pa od novomeškega sodišča ali pa dobiš od davčne, kar tam nekje z Murske Sobote, ne z Ljubljane. Vse je zmešan, tako kot se je začelo to mešati v COVID-u. In zdaj te pristojnosti jemljajo, ki so bile seveda v prejšnjem ZUP-u popolnoma urejene. Ampak v času epidemije se te pristojnosti začasno ukinejo zaradi nekih hitrih ukrepov, zaradi lažjega poslovanja, se pravi, če en urad bolj frej lahko tlele dela in tako naprej, ampak mi nismo več v epidemiološkem stanju, mi nismo več v razglašenem stanju. Ne? Uradno, dejansko pa smo. In jaz pravzaprav predlagam tako, da mi kot državljani, glejte, katere poti lahko izberemo za ukrepanje in naše sodelovanje. Najprej so to ustavni izzivi in pritožbe. Pozivam, da vsako stvar, ki jo doživite, pišite. Zakaj? Ker to ostane v uradu. Naj se ve, kaj se je v določenem času dogajalo. In pa ne pozabite na upravni in odškodninski zahtevek. Vse, kar so vam delali narobe, napišite zahtevek. Ko ste recimo vi na sodišču, vas vprašajo, a ste imeli kakšne stroške in vi želite biti prijazni, pa rečete, ne, nobenih stroškov nisem imel, ali pa mogoče potne stroške. Ljudje božji, če je sodba trajala leto, 2, 3, 5 ali 10, so vam nastali duševni stroški, materialni stroški, zdravstveni stroški, družinski problemi. Kaj vse ste mogli imeti odvetnika plačevati, na sodišče hoditi, spali niste, ker niste vedeli, kako se bo rešili. Vse to so nematerialni stroški in ti stroški niso nizki. Od 15 do 100 tisoč evrov. In zdaj, če vas vprašajo, kakšni so stroški, v redu, povejte, kakšni so stroški nematerialni, da so zelo visoki. In jih vi imenujete, ker ste jih vi doživeli.
Če vam bodo rekli, da jih bo psiholog določil, jih psiholog ne bo določil. On jih ne more določiti, ker on tega ni doživljal. Tako da to je vse skupaj farsa. Vi določite po 26. členu drugega odstavka odškodnino direktno od tistega, ki vam je škodo povzročil. Ja? In to na podlagi 44. člena Ustave, kjer vsak od nas ima pravico v upravnih zadevah sodelovati. Vsak državljan. Žrtve pravnih zlorab, torej vsak državljan lahko vloži upravno pritožbo in zahteva odškodnino zoper državo za škodo, ki jo je vsak posameznik utrpel, zaradi nezakonitih taktik, zaradi pregona, zaradi nepoštenih in nevzdržnih ukrepov, ki se še danes izvajajo, ne več ko javno po časopisih, ampak ti to dobiš lepo v upravni odločbi, ki ni sodna, dobiš z rubežem, ki je na podlagi upravne odločbe ali občine, ali redarstva, ali policije, to je vse upravna odločba. Nepravičen oziroma pravno nevzdržen, nima pravne podlage. In takrat, ko se to zgodi, lahko zahtevate seveda odškodnino. Prav? Če za zaključek, Društvo za srečno življenje Belis je sprejelo s 1. marcem Zakon o varstvu osebnih podatkov v povezanih storitvah. Kaj je povezana storitev? Povezana storitev je to, da te policaj prvič nezakonito ustavi na cesti, brez tvojega dovoljenja prepiše tvoje podatke, te podatke nese na policijsko postajo, tam jih nek višji inšpektor prepiše in ti pošlje položnico. Ti se pritožiš, on reče, pritožba ne vzdrži, seveda ne vzdrži zaradi tega, ker potem je potrebno vmes sodba. Sodba ugotovi, da je policist kršil s tem, ko te je ustavil nezakonito brez sodne odločbe, ker ti je nezakonito omejil gibanje, ker ti je nezakonito prepisal podatke, skratka naredil je 10 kršitev in policija pač ne mara sodišča. In to pošljajo na FURS. FURS pa seveda, če se ne pritožiš pravilno in rečeš, da zahtevaš pravnomočno odločbo, pravna močna odločba je pa nek vmesni izraz, ki ne pove, a gre za upravno ali za sodno odločbo. Tako da morate zmeraj reči, zahtevamo sodno odločbo. Ali je policija dodala sodno odločbo, da sem jaz kriv in kršil zakon, da moram zdaj to kazen plačati. Če te sodne odločbe ni, prosim, zahtevam od policije, da mi da kopijo take sodne odločbe. In ker je nima, FURS zavrne. Zdaj smo dosegli velikrat, da je FURS vrnil direktno nazaj policiji, redarstvu, komorkoli že, ki je zahteval v bistvu plačilo. Ampak morate se pravočasno in pravilno pritožiti. Gre za sodno odločbo. Če boste pa rekli pravnomočna odločba, vam bojo pa denar kar pobrali, zaradi tega, ker smatrajo, da je upravna odločba pravnomočna odločba. Gre za igro izrazov. Tako da civilno družbene pobude, takšno, kot sem vam jo zdaj dal, z nekim znanjem, z neko informacijo, in pa zagovorništvo in politično udejstvovanje so ključi, s katerimi lahko nekako uspemo. Hvala za vaš posluh.